Vsi veste, da je Volkswagen ena taka zelo sproščena znamka, ki rada eksperimentira s svojimi modeli. A ja, ne, ni, glih kontra je, imaš prav. Ja, ampak zakaj ima pa potem ta Caddy rdeče feltne in rdečo armaturo? Tole je prenovljeni Caddy. Ni prvič, da je tako zanimiv, že prejšnji Cross Caddy je bil. In to je fino, ker gre za družinski avtomobil, ki izhaja iz dostavnika, zato mora biti zanimiv, da mulcu ne bo nerodno, ko bo foter pom prišel v šolo. No, sedaj ima bolj sodobne žaromete in nasploh je zunaj bolj ostro zarezan, dejansko pa je še več sprememb znotraj. Tale zaslon dejansko v največji meri poskrbi za sodoben izgled. Poleg dobre ergonomije pa lahko pohvalim tudi kakovost izdelave in materialov. Tale plastika je v celoti mehka. V bistvu je trda, ampak ste mi verjela, ne? Ker izgleda prav tako kot mehka v kakšnem Golfu Sportsen. Tudi sedi se odlično, ker je volan izdatno nastavljiv, sedež je dovolj udoben, predvsem pa je med vožnjo vse skupaj dovolj tiho. Skoraj kot v Golfu Sportsen, samo da je prostora nad glavo in tamle zadaj občutno več. Caddy je torej glede počutja potnikov vsekakor med najboljšimi v razredu. Celo pelje se dobro, v bistvu ni posebej trd in nadležno ne pretresa, morda se včasih zaradi svoje višine le nenavadno bočno zaziba, ampak za družinske potrebe ga lahko izberete brez vseh pomislekov, tudi zaradi voznih lastnosti. Dvolitrski TDI s 110 kW moči bi bil dovolj zmogljiv tudi za polno naloženega tovornega Caddyja, tako da s tem nikakor nima nobenih težav. Zelo lepo potegne, porabi pa okrog 7 litrov na 100 km. Ja, Caddy pač ni najmanjši. Poleg stekel, ki jih ne morem odpreti na tistih vratih, imam pomisleke še pri ceni. 29.000 evrov je seveda veliko in v tem primeru gre zgolj za osnovno opremo Trendline, sicer z veliko dodatki, kot je recimo kamera zadaj, pa aktivni tempomati in paket Generation 4, da malo bolje izgleda. V bistvu vse, kar potrebujete, res je odličen družinski avtomobil za tiste, ki ste zelo aktivni, ampak pri tej znamki to pač stane. Všeč vam bo tudi prostornost in v bistvu široka drsna vrata, ki pa se vsaj v tem primeru občasno malo zatikajo. No, še vedno me moti, da se stekel na teh bočnih vratih sploh ne da odpreti in prtljažna vrata so precej velika oziroma nerodna, sploh če imate majhno parkirišče. Pa lahko streha, če dež pada.